Maj, 5. mesec v letu 1. Na kratko, po domače, direkt povedano, brca v rit. Maj nas bo prešejkal. Maj pravzaprav bi lahko označili kot mesec, v katerem bodo izbruhnile na plano ne čustva, kot smo govorili marca, ampak vse tiste potlačene strasti, ves ta ogenj, ki ga nosimo v sebi. To pomeni, da se nam obeta mesec sprememb, mesec radovednosti, mesec eksperimentiranja. To pomeni, da nam absolutno ne bo dolgčas, ampak dragi moji, saj nam nikoli ni, saj po moje, ne vem, če bi sploh vedeli, kaj početi s tem, da nam je dolgčas. Kaj zdaj to konkretno pomeni, boste rekli? Torej, stopamo v čas, kjer impulzivne izbire ne bodo nič nenavadnega. Stopamo v čas, ki je pravzaprav izjemno naklonjen tistim odnosom, kjer je pa morda iskrica že zamrla. Se pravi, da smo padli v neko rutino, da smo mogoče še vedno, se imamo radi, smo skupaj, ampak tiste prave strasti, povezanosti, ogenjčka več ni. Zato bo maj fenomenalen. Dragi samski, bodite pozorni, kajti vse tiste osebe, ki jih boste na novo spoznali maja, se lahko zgodi, da se bodo izkazale za malo drugačne kot na prvo žogo ali na prvi pogled. Definitivno bo za vse tiste, ki bi se, dajmo kar po domače pa direkt povedali, za vse tiste, ki bi se radi samo malo pocrkljali, pa bo mesec maj izjemno ugoden čas. Tudi sicer je petka tista, ki nam pomaga razširiti obzorja, ki nam pomaga biti radovedni, ki nam pomaga biti bolj svobodni v temu, kdor smo. In jaz moram reči, kako lep dogodek, ne eksperimentirajte pa ne, manifestirajte z močjo numerologije smo imeli v Ljubljani. Noro. To, ki je bilo fajn, da sta se dve osebi odločili dejansko prideti potem na isti dogodek še v Koper. Tako da to je pravzaprav res ful spodbudilo in maja prihaja v nov dogodek, numerologija za lastno uporabo. 23.5. v Ljubljani, bo tudi v Kopru in jaz mislim, da tokrat tudi v Mariboru, tako da prosim sledite opisu spodaj v videu in moji spletni strani. Kako lahko sebe raziskujemo, je pravzaprav vprašanje maja. Numerologija je izvrstno orodje za to. Tudi astrologija, tudi kaj drugega. Ker število 5 povezujemo s spremembo in z gibanjem, to pomeni, da je tudi izvrsten čas za neke nove oblike športa, gibanja, pejte v hribe, mogoče poskusite jogo, poskusite sebe prepoznavati v gibu, v spremembi, v svobodi, v temu, da ste, kdor ste. Raziskujte pravzaprav ne samo življenje, tudi sebe. Kaj je vse tisto, kar ste potlačili? Kaj je vse tisto, kar ste nekoč dali na stranski tir? In ali ste to pravzaprav vi? Ali ste pravzaprav nekoč na stranski tir za potem postavili sebe? Namreč maj bo zelo močno razgalil, kdaj in kje in ob kom se kar nekako pričakuje, da žrtvujemo sebe. V katerih odnosih smo pravzaprav tako zelo bili zaljubljeni, da smo sebe izgubili. Absolutno ne moremo mimo omembe toksičnih odnosov in vseh tistih situacij, ki za nas niso dobre. Celotno letošnje leto nam bo pomagalo razumeti, kje smo sebe nekoliko izgubili. Maj pa nas bo opomnil, da pravzaprav je življenje sprememba. In da ko smo bili stari 3, pa 5 let, pa 10 let, smo rabili čisto nekaj drugega, kot ko smo bili stari 20, pa 30, pa 40, pa 60, pa 90. Zdaj, kaj je tisto, kar vas nekako bremeni? Dogodki meseca maja vas sprašujejo, kaj vas vleče dol. Kaj je tisto, kar vas nekako vedno znova bremza? In to se je pričelo že aprila. Pokukajte malo v mesec april. Kaj je bilo tisto, za kar ste si priznali, presodili, opazili ali pa vedno znova dobili potrditev, da vas nekako vleče dol, da vas nekako zavira v temu, da bi bili, kdor ste. Maj smo rekli, je čas naših temeljev, da gradimo novo realnost, zato je tudi bil dogodek manifestiraj z močjo numerologije. Zdaj je čas, da pravzaprav se odločimo, kdo smo, kaj smo in ali imamo sebe sploh radi. Ali imate, dragi moji, sebe sploh radi? V tistih oblikah, ki vam niso všeč. Takrat, ko si greste na živce, takrat, ko si niste najbolj lepi,
ker takoj nekaj najdemo na sebi, a ne, ali frizura, ali gube, ali kile, ali ne vem, praska na avto. Hitro najdemo pomanjkljivosti. Dragi moji, ali znate hitro najti tudi prednosti? Domača naloga za mesec maj, kot mesec ljubezni do sebe v iskanju svobode, je sami sebe pohvaliti za vse. Se pravi, tudi zato, da ste fajn skuhali kavo, tudi zato, da ste top parkirali, tudi za tiste stvari, ki so vam samoumevne. Dragi moji, maj pravzaprav na nas vpliva z energijo števila 6. Ne bom vas dolgočasila z numerološkimi formulami, zato je dogodek. Torej, dragi moji, takrat, kadar je vihar, in petka definitivno lahko simbolizira vihar, takrat, kadar smo pod stresom, kadar se stvari hitro spreminjajo, kadar je veliko dražljajev, maj definitivno prinaša obilico informacij, kopico dražljajev, strasti, ognjemeta, se pravi, ful se bo dogajalo. Kje ste tukaj vi? Kje točno sredi tega dogajanja ste vi? Ali se odzivate, ali izbirate? Ali reagirate, ali se odločate? Maj bo zanimiv. Maj, moram reči, prinaša vihar čustev, viharnost čustev. Rekli smo strast, po drugi strani tudi vse tisto, kar je nežnega, kar se zdi šibkega, pa smo nekako zatrli. Vse tisto, kar nas je nekoč polnilo z ognjem, polnilo z življenjem. Upornik zelo dobro ve, kaj meni, kdo je, proti čemu. Kaj pa vi? Ko ste bili stari 15 let, verjamem, da ko smo bili najstniki, vso pamet sveta smo požrli, a je res? Ful smo bili pametni, čist nam je bilo jasen, vse nam je bilo jasen, life nam nikoli ni bil tako jasen, kot takrat, ko smo bili poprtiti. Zajadrajte malo nazaj v te energije. Kaj je tisto, kar vam je čist jasen? Kaj je tisto, kar res veste? In kje mogoče pa lahko malo updatate sebe? Ko smo bili otrok, seveda so nam druge stvari bile pomembne. Kaj je tisto, kar je res pomembno zdaj? Ne se ujeti v zanko tega, da če boste še bolj pridni in če boste sebe še bolj zatirali, da ste potem boljši. Torej, maj bo pritiskal na vse tisto, kar bi najrajši rekli, da mi nismo. Tukaj se moramo dotakniti potem tudi pregrešnih želja in potreb, prepovedanega sadeža. Vsak izmed nas, verjamem, da ima kakšno tako željo, za katero meni, da bi se okolica zgražala. Ni pomembno, kaj si okolica misli. Pomembno je, kaj vi čutite. Se pravi, ali sami o sebi menite, da ste slabi, da ste grdi, da si ne zaslužite niti osnovne ljubezni, hrane, življenja, lepote, samo zato, ker nekje globoko v vas leži nekaj, kar po določenih merilih ni prav. Naš razum, dragi moji, je prvovrsten. In temu namenjam toliko več pozornosti zato, ker julij, pa tudi že junij, bosta poudarek dala točno temu. Našemu razumu, naši notranjosti, nam. Vse tisto, kar mi menimo, da smo in nismo. Se pravi, ta nas hrček v glavi, kateremu smo že namenili oddajo, bo absolutno se razplamtel. 6.6. tudi planiram dogodek, ampak dajmo se ne prehitevati. Torej, dragi moji, v viharju zahtev, poplave, nečesa, kar morda ni najbolj prijetno, ali pa tudi ful dobro, ali ljubite sebe, kdo ste vi in kdo je tisti in kaj je tisto, kar je vzdržalo največje viharje vašega življenja. Zame osebno je to recimo definitivno Ecuador. Moja povezanost z Indijanci, z materjo zemljo, moja želja po temu, da bi ostala tam, moja povezanost z glasbo. Kaj pa to pomeni za vas? Mesec maj, če smo se že dotaknili dolgoletnih odnosov, ki so mogoče malo sprahneli, bomo rekli, izvrsten mesec je za komunikacijo z našimi najbližjimi. Pravi, da spremenimo naš pogovor s tistimi, ki so nam najbližji. Običajno, ko gremo od doma, pa srečamo soseda, ga pozdravimo, pridemo v službo, sodelavce pozdravimo. Kolikokrat sami sebi rečete dobro jutro? Kolikokrat morda zjutraj sami sebe objamete, vsaj v mislih, in si zaželite lep dan. In ko smo zaljubljeni, a nekako nam je to pomembno. Pomembno nam je reči dobro jutro, srček, lep dan ti želim, ljubezen moja, bodi lepo.
Kolikokrat sami sebi rečete: Ej, bejba, ej, car, bod fajn. Maj nam pomaga spremeniti vse to, kar menimo, da je z nami narobe, se pravi, pričnimo z nekim pozitivnim pogovorom, pričnimo vsak dan ravno s tem. Maj pa bo, če stopimo zdaj malo ven iz energije posameznika, zelo pričel razkrivati tudi socialno stisko. Ta proces se pričenja maja, doživlja višek junija in potem julija, kasneje še enkrat septembra. Torej, velika verjetnost je, da bomo deležni žalostnih zgodb, takšnih in drugačnih izzivov, da se bodo prvi večji izzivi, mogoče tudi čustvovanja z umetno inteligenco pokazali. Petka je tista, ki jo povezujemo tudi s spletom, tudi z marketingom, tudi z reklamo, tudi z dinamiko in tako naprej. Se pravi, ne nased čisto vsemu, kar slišite in vidite. Jaz verjamem, da vsak za sebe misli, da ve. In jaz verjamem, da smo se kdaj tudi že ušteli. Se pravi, dodatna previdnost, ko govorimo o spletu, ko govorimo o tistih bleščečih obljubah, ni odveč, definitivno pa je maj čas za nove ideje, za brainstormanje, za to, da dejansko si rečemo, ni meja. Naši domišljiji pa res ne rabimo zdaj še meje, dragi moji, veste kaj, jaz, če si bom zdaj skuhala kavico in bom zrla v sončni zahod in si bom imaginirala nekaj res čarobnega, pa zakaj bi rabila meje? Ampak velikokrat, a veste tista zgodba o bolhah, ki so v stekleni posodi, na katero so dali pokrov in tiste bolhe so nehale skakati višje, kot je ta pokrov. Vsi kdaj ravnamo tako. Vsaj v naši bujni domišljiji si ne dovolimo prav nobene meje. Petka je tista, ki ljubi gibanje, ki ljubi spremembo, ki ljubi dinamiko, se pravi, dajmo vsaj nekaj narediti, dajmo se premakniti, dajmo probati nekaj novega, nenavadnega, dajmo, kot sem rekla, brainstormati. Fenomenalen datum za to je 10.5. 10 je tako zelo specifično karmično število, simbolizira res preteklosti in ker mu sledi 5, to pomeni dobesedno osvoboditev. Po eni strani bo to za neke ljudi val energije, val radovednosti, val odprtosti nečemu drugemu. Za druge bo to končno občutek, da lahko zadihajo. Za tretje, za tista, katerim se bo pa sprožil strah, pa ta naš notranji dvogovor, ki zna biti zelo krut, je pa to lahko čas opresije. Pravi, 10.5 je fenomenalen datum, da odprete vrata v neznano, da raziskujete, da eksperimentirate, da brainstormate, da imaginirate, da resnično si ne dovolite mej. No, malo drugačna zgodba prihaja pa potem 14.5. 14.5 je pravzaprav zapis karmičnega dolga. 14.5, kadar je zelo močan, kadar se recimo pri neki osebi velikokrat pojavi, govorimo o osebi, za katero lahko predvidevamo, da bo nagnjena k varanju, predvidevamo k temu, da bo zelo rada hvatala krivine, kot temu rečemo, predvidevamo, da se bo zelo težko ustalila, da jo bo zelo bremenilo vse, kar jo omejuje. No, jaz verjamem, da vam je zdaj marsikdo prišel na misel, nimajo vsi ljudje, ki kažejo neke značilnosti tega zapisa, kar karmični zapis, ampak 14.5 bo zelo specifičen. Letos je namreč seštevek tega datuma 2, kar pomeni, da v odnosih bomo lažje prepoznali, kdaj pa smo mi tisti, ki težje vztrajamo in zakaj. Marsikaj nam je bilo privzgojeno, marsikaj se od nas pričakuje, marsičemu pa mogoče mi ne bi namenili istih misli, z marsičem se morda tudi ne strinjamo. Pravi, 14.5 naj ne bo dan, ki bi se ga bali, ker nas bo, ne vem, življenje kaznovalo. Ne. 14.5 naj bo dan, v katerem raziskujte, kaj vi sami sebi prepovedujete. In raziskujte tudi, katere osebe vedno znova stopajo preko vaših mej, vam vsiljujejo svoj prav. Od vas pričakujejo, da boste vi zdaj cool, pa sproščeni, pa boste vi zdaj kar cool s tem, da te osebe, ne vem, imajo še 3 ljubice ali pa še 3 ljubimce in tako naprej. Se pravi, kje je vaša meja, vas bo življenje vprašalo 14.5. No, ker se vsi še vsega učimo, ker vsi imamo različne lekcije, ker smo zelo zanimivosti opazovali na manifestirali z močjo numerologije, pa bo naslednji teden oddaja, se pravi 27.4. namenjena ravno lekcijam. Kaj je tisto, česa se učimo in zakaj, in ta oddaja nas bo lepo pripravila na mesec maj, kajti mesec maj nam bo po vsej verjetnosti postregel ravno s tem. Kaj ne znaš,
Ne zato, da bi nam želel reči, kako si neumen, ne. Ampak zato, da bi nam rekel, glej, tega se lahko še naučiš. In naj bo to ena taka popotnica v mesec maj. Glej, tega se lahko še naučimo. In ker lahko pričakujemo, da bodo naše meje znova testirane in da po drugi strani mogoče rabimo tudi mi kaj pri sebi spremeniti, je izpostavljen coaching za ta mesec Izboljšate odnos s seboj. Mislim, da je bil tudi že marca, ko je prišel ven, odziv je bil fenomenalen, kajti saj vemo, ko spremenimo odnos do sebe, se bo odnos sveta do nas spremenil. Torej, dragi moji, za vse tiste, ki vedno znova ugotavljate, da se srečujete z istim vzorcem ljudi, kot smo prej 14.5 recimo opisali, za vse tiste, ki ugotavljate, da vedno znova se vam in te isto ponavlja, morda pa resnično razlog leži tudi v vas. V nekih vaših zapisih, v nekih vaših lekcijah, nemara tudi mogoče v kakšnem karmičnem zapisu. Torej, dragi moji, vabljeni, da izboljšate svoj odnos do sebe. Tisti, ki bo že firbo zmatra, kaj vam prinaša poletje, za vas pa novo svetovanje, pol urce, da se poglobimo v poletne mesece in v vaša konkretna vprašanja. In jaz verjamem, da vaše konkretno vprašanje zdaj je, Lili, kaj pa meni maj prinaša? In še sekundico mi dajte, še ena novost, jaz brainstormam že vnaprej. Še ena novost meseca maja pa je, če je tole premalo in želite nek poseben prispevek, ki vsebuje meditacijo, afirmacijo za maj, delo za dušo za maj, kaj tisto, kar bo res v ospredju, kaj tisto, kar je res pomembno, da v odnosih predelamo, ozavestimo in tako naprej. Za tiste pa poglobljena napoved za maj, vse tole je spodaj v linkih. Jaz se velikokrat ujamem, da ko zaključimo, da pozabim povedati stvari in potem je pravzaprav največkrat, kar vi sami malo za ušesa in mi rečete, Lili, sploh nisem vedela, to sem pa slučajno nekje prebrala, to moraš večkrat omeniti. Tako da, dragi moji, zdaj mislim, da sem povedala vse, zdaj pa dajmo sešteti naš rojstni datum do ene same cifre, to je naše število življenjske poti. Enke, drage moje enke, maj bo za vas, kakor da bi vas takole s pračo izstrelil v čustva. Maj bo za vas izjemno ugodno obdobje za bolj ženstvene, ne glede na to, ali ste fantek ali ste punčka, za bolj ženstvene sfere, se pravi nego do sebe, romantiko, čustva, nove odnose, nove ljudi. Samske enke, bodite pozorne, drage moje samske enke, ne doma sedeti, pa ne iti nekam tako, da se resnično z vami nihče ne more pogovarjati. Odprite svojo energijo. Tudi če ste v odnosu, kjer ste nezadovoljni, odprite se drugačnim, ne bomo rekla priložnostim, ker me lahko narobe razumete, ampak drugačne vrste komunikacije in povezovanju. Maj bo za vas absolutno dinamičen, glavno vprašanje meseca maja pa je, ali ste resnično, enke moje, ljubeče do sebe? Drage moje dvojke, podobno vprašanje tudi za vas. Ste resnično ljubeče do sebe, kadar imate občutek, da ste nespametne? Da morda niste dobro razmislili, da ste se napačno odločili. Mesec maj bo za vas absolutno mesec, v katerem se boste lažje poglobile v duhovno in osebnostno rast, kakšno dobro knjigo o tej temi, kakšno delavnico, predavanje, tečaj, definitivno raziskujete svoje misli. Koliko vaših misli, prepričanj, zapisov je tujih? Dvojke ste izjemno senzibilne, zelo razumevajoče, zelo želite pomagati. Zato se velikokrat zgodi, da ponotranjite tujo resnico. Za vas maj postavlja vprašanje, kaj je res in kaj ne. Za vas, drage moje dvojke, vzemite si čas za to, da bi uživale v družbi same s seboj in odkrivale, kako zelo res lepa je lahko ljubezen do sebe. Trojke, drage moje trojke, ve pa gradite, ve pa v mesecu maju postavljate temelje. Če si še niste gledali moje oddaje za 4.4, vabljeni, da si jo pogledate zdaj, zelo veliko takih koristnih napotkov je notri, kako postaviti temelje na drugačen način. Se pravi, na udaru bodo absolutno odnosi, ki so dolgotrajni, vse tisto, česar vas je strah in vse tisto, kar morda v vas zbuja nelagodje. Ne zato, da bi se ve slabo počutile, ljube moje trojke, kje pa, ampak zato, da spremenite tisto, kar je morda zdolgočaseno, tisto, kar je mogoče ratalo rutina in vse tisto, kar lahko spremenite. Kar pomeni, da vam maj postavlja vprašanje, ali znate presoditi,
nad čim imate kontrolo, imate vpliv, kaj lahko spremenite in kaj morda v tem trenutku je prav, da preprosto sprejmete. Drage moje štirke, drage moje štirke, vas bo pa guncalo, maj vam ne bo všeč, vam kar vnaprej povem, ne se ga bat, ampak definitivno bo maj prešejkal tiste vaše najbolj globoke strukture. Najbolj globoke strukture, v katere ste prepričane, definitivno vam maj prinaša tudi na nek način pogled v preteklost in v vse tisto, kar je, dovolite, da rečem takole, zastarelo. Vse tisto, kar morda resnično je odslužilo svojemu namenu, pa imate še vedno v življenju, morda zaradi navade, morda zaradi občutka dolžnosti. To ne ciljam samo zdaj na odnose, ciljam predvsem tudi na izbiro, hrane, misli, občutenj, reakcij. Vprašanje, ki vam ga postavlja maj je, drage moje štirke, na kaj ste navajene in zato menite, da to tako pač je in nič drugače. Kajti veste kaj, maj pravi, da lahko prav vse, ampak res prav vse v življenju poskusimo drugače. Drage petke, za vas bo maj absolutno mesec ljubezni, odnosov, ljubezni do sebe, postavljanja meja, pa tudi romantike. Drage moje petke, vas je včasih težko ujeti, ker ste kot veter, ker potrebujete svojo svobodo, da ste kdor ste. Nisem rekla svobodo, da ste z večjimi ljudmi, da me ne bi narobe razumeli, ampak svobodo, da ste kdor ste. Sigurno ste nekoliko eksotični, sigurno niste najbolj dolgočasna siva miška. In maj vas bo pravzaprav vprašal, kaj je tisto, kar najbolj ljubite pri sebi in kdo vam resnično lahko prinese ljubezen. Če tudi morda ni enako pobarvana miška kot vi, kajti jaz verjamem, da kopije sebi našli ne boste. Kdo je tisti, ki v vas prebuja globoka čustva in kaj pravzaprav ta čustva vam prinašajo? Torej, drage moje petke, lahko bo zelo romantičen mesec, zelo strasten, predvsem pa mesec resnice v čustvih. Drage moje šestice, resnica se obeta tudi vam, definitivno mesec podzavesti, mesec, v katerem boste raziskovali, kaj je res in kaj ni res, mesec, v katerem boste morda tudi ugotovili, da marsikaj, kar vam je nekdo prodajal, tudi ni res. Se pravi, drage moje šestke, čudovit čas, da date mogoče, bom rekla kar po domače, malo same sebi dihati, malo same sebi mir, malo sami sebi predah. Mesec maj bo za vas čas, v katerem boste našli mogoče drugačen dih življenja, ravno v gibanju, ravno morda tudi v kakšni dobri knjigi, v nečim učenem. Prepoznavate svojo lastno modrost preko izkušenj, ki ste jih nabirali v zadnjih 6-7 letih. Torej, maj je čas, v katerem bo marsikaj dobilo svoj smisel, ampak samo, drage moje šestke, če boste postavili sebe na prvo mesto. Drage sedmice, absolutno mesec, v katerem bo vaša domišljija zelo bujna, vas bo tudi ukanila, vam kar vnaprej povem. Torej, čisto vsaka stvar, ki vam bo prišla na misel, ni nujno resnica. Definitivno je naša resnica vedno obarvana z našo prizmo preteklosti, občutenj in tako naprej. Torej, kako lahko svojo resnico, drage moje sedmice, obarvate na način, da je za vas prijazna? Definitivno vas bo življenje vprašalo, kaj ste sposobni spustiti in kaj ne, koga ste pripravljeni spustiti in kaj ne, in seveda najpomembneje, ali sebe pravzaprav v polnosti in popolnosti sprejemate. Drage moje sedmice, absolutno čas notranjega otroka in pogovora z največjimi globinami sebe, ki naj bodo v vas prijazen. Dajte same sebe čim večkrat pohvaliti. Drage moje osemke, gradite. Drage moje osemke, mesec maj je tudi za vas mesec gradnje, mesec strukturiranja. Se pravi, vse te ideje, bom rekla, vse to brainstormanje, ki smo ga omenjali, spravite, preobrazite v načrt. Absolutno vam ne bo vse uspelo maja in zakaj bi vam? Zakaj pravzaprav bi bilo tisto, kar je hitro zgrajeno, več vredno od tistega, za kar ste si vzeli čas? In zakaj ste velikokrat, drage moje osmice, do sebe stroge ravno takrat, kadar niste prve in najboljše? A veste, nekaj vam bom povedala.
Se še ni rodil človek, ki bi vse znal, ki bi bil vedno prvi, ki bi bil vedno najboljši, ki se ne bi nikoli zmotil. Čar maja je, da raziskujete. Maj vas bo vprašal, kaj je tisto, kar želite okrepiti, kaj je tisto, kar želite graditi, in za kvaliteten odgovor, drage moje osemke, morate najprej pogledati, kaj vam je sploh na voljo. In še, drage devetke, absolutno mesec ne samo svobode, tudi mesec preobrazbe, tudi mesec raziskovanja vsega tega, kar vas morda do sedaj ni najbolj zanimalo ali pa se vam je zdelo, no, roko na srce, neumno. Torej, absolutno prehajate svoje meje, ste bolj radovedne, definitivno pa je lahko petka tista tudi, ki vas nekako zaguga iz enega ekstrema v drugega. Se pravi, če vam je bilo nekaj časa zelo všeč belo, potem lahko zanihate v črno, zato da bi odkrili neštete odtenkov sive. Simbolično govorim, seveda. Drage moje devetke, naj bo maj po temule aprilu, ki je zagotovo potrkal na vrata vaših strahov, mesec sprostitve, mesec raziskovanja, eksperimentiranja vaših globin, kot pa tudi vseh možnostih, ki vam jih svet in življenje in vesolje pravzaprav nudite. Dragi moji, jaz nam vsem želim, da bi bil maj mesec resnično raziskovanja, sprememb, pa tudi povezovanja s tistim, kar je za vas najbolj pomembno.